Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Gotovo že veste, da imamo v Ormožu novo ustanovljeno Horti turistično društvo. Pred kratkim je bil ustanovni občni zbor. Pravzaprav so novi člani dorekli že vse. Izvolili so predsednico, podpredsednico in vse ostale nujne organe društva. Kako je to vse skupaj potekalo, se bomo spomnili s prispevkom, ki si ga bomo najprej ogledali. Da je ideja o ustanovitvi Horti turističnega društva Ormož zorela že nekaj časa, je na ustanovnem občnem zboru uvodoma povedal predsednik krajevne skupnosti Ormož Vlado Hebar in dodal, da so mnogi že nekaj časa opozarjali na nujnost boljše organiziranosti in nujnost ustanovitve društva, ki bi na področju turizma sistematično izvedlo določene premike. Namen društva bo zato spodbujanje razvoja turizma in hortikulture na območju občine Ormož in bo imelo vrsto zadolžitev. Ja, mi smo si nekako sedaj začrtali širše področje delovanja. Zraven turizma smo še nekako se povezali z hortikulturo, tako da mislimo, da bi predvsem na tem področju, okoljskem področju, torej urejanja okolja, varovanja okolja, naredili nekoliko več. Mi vemo, da je v preteklosti delovalo v Ormožu olepševalno društvo, tako da imamo že zgodovino oziroma tradicijo tega turističnega društva v Ormožu staro skoraj 100 let. Zato je prav, da tudi to področje nekako obudimo, ker imamo predvsem zelo lepo naravo, ponašamo se z izredno lepim parkom, grajskim parkom, pa tudi ostala okolica je zelo lepa, potem so tudi zelo zanimivi kulturni spomeniki, tako da je prav, da v bistvu se angažiramo na tem področju in tudi preko društva nekako pospešimo razvoj turizma na območju mesta Ormoža. No, v bistvu gre za dejavnosti, ki ste jih že izvajali v času delovanja turističnega društva, v časih, ko se torej še ni imenovalo Horti turistično. Ja, nekaj dejavnosti smo že v bistvu takrat izvajali. V zadnjem času pa smo te dejavnosti izvajali vsak oziroma zdajšnji člani društva predvsem preko dela, torej preko zavodov, kjer smo zaposleni. Sedaj pa smo pač rekli, da se prostovoljno organiziramo v društvo in tako nekako v prostem času, torej imamo prostega časa kar nekaj, sedaj ljubiteljsko preko torej tega društva združimo in nekaj več naredimo na tem področju. Nevenka Korpič je bila izvoljena za predsednico, njena namestnica pa je Anita Bolčevič. Obe z mnogimi izkušnjami na področju turizma in hortikulture. Sicer pa je tudi večina ostalih članov izkušenih na tem področju delovanja in so že v nekdanjem ormoškem turističnem društvu aktivno sodelovali ter se vključevali v ocenjevanja urejenosti domov, v čistilne akcije in podobno. Ja, društvo je ustanovljeno, zelo sem vesel zaradi tega, moram reči, da so prizadevanja vsa 3 leta mojega predsednikovanja krajevnih skupnosti nekje potekala. Že 2 leti nazaj je skoraj prišlo do ustanovitve, ampak smo imeli še neke tehnične težave, zato sem pa danes izredno vesel, da smo ta formalni čin nekaj naredili, formalno tiste sklepe, ki so potrebni, sprejeli, tako da bom rekel tako, zdaj se pa začne tisto, to je glavno delo in da tudi nekje predsednica z upravnim odborom, seveda pa predvsem tudi vsemi krajani, ki bodo pripravljeni sodelovati, nekje dokaže namen te ustanovitve tega društva, ampak verjamem, da bo temu tako, ker Ormožanci ali pa bi rekel Prleki smo znani kot pridni, ampak samo v primeru, če vemo skupaj stopiti. To pa mislim, da ne bo problem in da bo to ena zanimiva stvar, dodatno razmišljanje. Jaz vedno rečem, več ljudi ima več idej. Turizem bi se na našem območju rad razvil, pa verjamem tudi marsikateri posameznik, ki bo deloval v okviru tega Horti turističnega društva, se bo aktivno vključil in nekje doprinesel razvoju ožje in pa tudi širše okolice. Novo ustanovljeno Horti turistično društvo bo delovalo neodvisno od turističnega društva, ki je včasih v Ormožu že delovalo. Tehnično je dosti lažje, da smo štartali od nule.
pravim, ker neka sredstva, ki bomo verjetno vseeno jih pridobili, če bomo predstavili ljudem, ki vodijo občino, ustanovitev sprave, smeri, za čemu služi, verjamem, da bomo preživeli ti 2 leti, ko formalno pač ne moremo kandidirati na sredstva, če ne bi pa ta sredstva morali dati za plačilo starih dolgov. S tem se ne ubadajo tisti, ki so se tam nekje končali, ampak to ni naša zgodba. Društvo bo delovalo na območju krajevne skupnosti Ormož. Vanj se združujejo prebivalci krajevne skupnosti Ormož in tudi drugi, ki čutijo pripadnost temu okolju in želijo aktivno sodelovati pri razvoju turistične dejavnosti v krajevni skupnosti Ormož. Oziroma z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih možnih oblikah. Tako, nova predsednica Horti turističnega društva Ormož je Nevenka Korpič in danes jo z veseljem pozdravljam v naši družbi. Nevenka, pozdravljena. Pozdravljeni. No, tako lepo so ti spet naložili še eno delo, da ti ne bo dolgčas, kaj ne, Nevenka? Ja, nekako so ugotovili, da so mi otroci že zrasli, da me več toliko ne potrebujejo, da imam veliko prostega časa in nekako pač je prišlo do tega, da sem zdaj zopet predsednica novostanovljenega društva HTD, kot se na kratko imenuje, torej Horti turističnega društva Ormož. No, pobuda je pravzaprav prišla s strani krajevne skupnosti. Kako je vse skupaj potekalo, da ste torej končno le prišli do ustanovitvenega občnega zbora? V glavnem, bilo je tako, da že v bistvu nekaj let sodelujemo s krajevno skupnostjo v okviru krajevnega praznika. Torej, kdo sodelujemo? Jaz kot nekdanja članica turističnega društva, potem gospa Metka Lesničar, Anita Bolčevič, gospod Škarjanec. Torej, to smo vsi tisti, ki smo bili nekoč tudi člani upravnega odbora turističnega društva. Sedaj smo v bistvu sodelovali preko ocenjevanja okolja. Torej, ta akcija ocenjevanja okolja je vsa ta leta potekala nemoteno in v okviru praznika krajevne skupnosti smo nekako organizirali vsako leto priložnostno razstavo in pa tudi podelili priznanja. In iz tega se potem nekako v lanskem letu porodila ideja o tem, da bi ustanovili Horti turistično društvo, Horti kulturno turistično društvo, olepševalno društvo, oziroma pojavljala so se različna imena, ali pa nekako nadaljevali tradicijo nekdanjega turističnega društva. No, v bistvu mi smo se potem nekako odločili, da bomo ustanovili novo društvo, da bomo tudi razširili nekako naloge tega društva. Sestali smo se kar nekajkrat na sestankih, v bistvu iniciativni odbor se je oblikoval. V lanskem letu smo tudi se sestali pri gospodu županu, tudi on je torej dal pobudo, iz občine je prišla tudi pobuda po delovanju tega društva in nekako rodilo se je torej to društvo. No, na ustanovitvenem občnem zboru je bilo kar nekaj že potencialnih članov najbrž. Koliko pa vas je zaenkrat torej v društvu? No, zaenkrat nas je 27, torej vsi, ki so bili na ustanovnem občnem zboru, so se nekako včlanili v društvo. Seveda pa že prihajajo klici, da nekako se bodo še priključili novi člani, potem sprašujejo, kako deluje društvo ali že deluje. Torej, zanimanje je zelo veliko, predvsem pa pri tistih, ki so nekoč bili člani turističnega društva in pa tudi pri mladih. Vemo, da je ves ta čas nekako tudi na osnovni šoli deloval turistični podmladek, ki ga je vodila gospa Metka Lesničar. In tudi iz strani šole je že prišla nekako pobuda, da se tudi otroci vključijo v turistično društvo, kar v bistvu ni ovira, ampak imamo tudi v statutu nekako opredeljeno, da so lahko tudi mladoletni člani, v bistvu člani Horti turističnega društva Ormož. Predlagam, da se malo vrneva v zgodovino. Nekoč torej je že delovalo. Pred koliko leti pravzaprav? Verjetno že pred 100 leti je delovalo olepševalno društvo v Ormožu. Tako je.
Pred v bistvu ustanovnim občnim zborom sem jaz nekako pogledala malo v zgodovino samega društva, čeprav tudi moram reči, da smo se v muzeju že ukvarjali z zgodovino tega društva, imeli smo tudi že razstavo. V bistvu ugotovili smo, da je Ormož eno izmed redkih mest v Sloveniji, kjer je ta turistična dejavnost oziroma aktivnost stara že skoraj 100 let. V bistvu prvi podatki segajo nekako v 20. leta prejšnjega stoletja in govorili so takrat o olepševalnem društvu. Nekako dokument je celo iz leta 1926, kjer si nekako olepševalno društvo v Ormožu prizadeva, da ljudje ne bi spuščali v bistvu kur po samem mestu, torej da se tudi živali prosto ne bi sprehajale po mestu, tudi da na primer psi ne bi se prosto sprehajali, ampak da bi bili za ogrado oziroma da bi bili na verigi. In pa so tudi že bile predvidene kazni za vse, ki bi na primer imeli živali in se bi njihove živali torej prosto sprehajale. Tukaj je predvsem večkrat omenjen park okrog Ormoške cerkve, in ta park je takrat torej že bil verjetno lepo urejen in v bistvu torej si je takratno društvo, ki je bilo financirano nekako iz takratne občine, torej prizadevalo za lep izgled mesta. Ampak 1927. leta je to društvo bilo ukinjeno in je v okviru potem takratne občine bil nekako ustanovljen odsek, ki je prav tako skrbel za lep izgled mesta, torej tudi občina še zmeraj financirala to dejavnost v mestu. Nato pa je nekako 1931. leta Ormož bil razglašen za klimatični kraj in pa 1936. leta za turistično mesto. Pri tem moram omeniti predvsem gospoda Otmarja Majeriča, zdravnika, ki je v Ormožu ustanovil sanatorij in pa potem tudi nekako kopališče. In seveda prav zaradi teh dveh ustanov so v Ormož začeli prihajati turisti iz celotne kraljevine, v bistvu Dravske banovine, kraljevine Jugoslavije in tudi Otmar Majerič je bil predvsem tisti, ki je spodbujal nekako turistično aktivnost v mestu. In predvsem zaradi tega, ker je potem bil Ormož razglašen za turistični kraj, so ponovno leta 1936 ustanovili tole olepševalno društvo kot nekako podaljšana roka takratne mestne občine, ki bi naj nekako skrbelo za lep izgled mesta. Celo so nekako izdali predpise, ki so določali, kako mora mesto izgledati. Torej vsak lastnik stavbe je moral skrbeti za to, da je bil prostor pred hišo, pred trgovino čist, potem so skrbeli za posaditev dreves, za rože, za čiste poti, potem za čist park in pa tudi, na primer, je bil vmes tudi predpis, da čez dan, ko peljajo vprego skozi mesto, niso smeli pokati z biči, potem gnojnice niso smeli čez dan voziti skozi mesto, ampak šele po noči med 2. in 4. uro. Torej, to so bili takšni predpisi. In pa, na primer, smo našli oziroma prebrala sem tudi nek predpis, ki pravi, da tudi otroci ne smejo streljati z fračami, ker to lahko pač povzroči škodo. Torej, to so bili ti predpisi, ki jih je tudi določalo olepševalno društvo Ormož. Hkrati pa olepševalno društvo Ormož tudi nekako uredilo javno stranišče, torej javni WC, in sicer pred današnjim poslopjem oziroma pred današnjim hotelom ormoškim. Celo so zaposlili osebo, ki je skrbela za to, da je WC bil, torej javno stranišče, da je bilo čisto, da je higiena bila na nivoju in podobno. Torej, moram res reči, da je pred 2. svetovno vojno Ormož bil pravi turistični kraj, pri tem pa mu je dodano vrednost dal tudi film o Ormožu, ki je bil nekako posnet leta 1935 in ga je dal posnet Otmar Majerič prav v te propagandne namene. Žal pa je bil ta film posnet v hrvaškem jeziku in
ne velja za prvi slovenski zvočni film. Čeprav mi nekako si pač to tudi lastimo, pa rečemo pač, da smo ponosni, da je Ormož imel takrat že v bistvu turistični propagandni film, v katerem so res promovirali vse, od ormoške bolnišnice, potem do nasadov vrtnic, ki so takrat že bile, potem do Ormoškega parka. Okolica, vemo, da je bila tudi v tem filmu predstavljena mestna graba, prireditve, ki so bile takrat mestni grabi, šola, tako da res gre za pravo promocijo Ormoža. Verjetno podobne naloge imate tudi sedaj novi člani oziroma novo društvo bo verjetno imelo podobne naloge. Kakšni so načrti pravzaprav? Ja, mi smo v bistvu rekli, da bomo nekako nadaljevali tradicijo turizma, kot je bilo nekoč v Ormožu, ampak smo še spredaj dali hortikultura, kar pomeni, da bomo skrbeli za lep videz samega mesta, da bo mesto še bolj prijaznejše, kot je. Čeprav sami vemo, da ne vem, koliko pri tem ne bomo mogli narediti, bomo pa v bistvu opozarjali in pa z drugimi deležniki sodelovali pri tem, da bo mesto za tiste, ki bodo prišli v sam kraj, pač izgledalo prijetno. Opozarjali bomo na kakšne stvari, predvsem bomo dali večjo vlogo parku in pa se mi zdi tukaj pomembno tudi, da damo večjo vlogo reki Dravi. Predvsem mislim, da reka Drava je tista, ki bi morala bolj pritegniti v bistvu vse, ki se ukvarjamo z turizmom. Tudi nekatere aktivnosti bi morali izvajati ob reki Dravi, tudi z naravovarstveniki in pa raznimi zavodi, ki smo v Ormožu. Zato se bomo vključili tudi v festival Drava, ki poteka vsako leto in bomo tudi kakšne aktivnosti v bistvu izvajali ob reki Dravi. Povezali se bomo tudi z sosednjimi turističnimi društvi, predvsem tukaj mislim Turistično društvo Središče ob Dravi, tudi posameznimi privatniki, predvsem tukaj gre za gostince in pa ostalimi zavodi, predvsem je tukaj muzej, tisti, ki vsako pač v bistvu v letnem času privablja veliko turistov, ampak je vse to še premalo izkoriščeno. Potrebno bo sodelovati tudi na kakšnih promocijah, na sejmih, in torej širiti pač lepo besedo o mestu Ormožu, predvsem pa o kulinariki in vinski tej kulturi in pa seveda tudi o kulturno-zgodovinskih spomenikih. Tu se mi posebej pomembno zdi, da nekako spodbudimo posameznike, predvsem to v tem primeru gostince, da vidijo tudi interes v tem, da se povežejo in z muzejem in z raznimi zavodi, ki organizirajo razne prireditve. Kajti jaz iz svojega vidika vidim, da ko turisti pridejo k nam, jih pošljemo tudi k kakšnemu gostincu na kmečki turizem, ampak povratne informacije, naprimer, da pridejo turisti na kakšni kmečki turizem ali pa k gostincu, pa ne vidim, torej jih ne pošiljajo k nam. Torej tu se mi zdi mali primanjkljaj. Izvzeto je tu naprimer Središče, oljarna, za katere moram reči, da imajo res izredno dobro organizirano to logistiko, ker tudi vidijo, da sami v bistvu turista ne morejo oskrbeti v celoti in da razen tega, da jim ponudijo tam pač ponudbo, še jih peljajo in v Ormož, in v muzej, in v Klet, in k nam v Veliko nedeljo in še kam. Torej, potrebna bo povezava različnih subjektov na tem širšem ormoškem območju. No, zdi se, da bo kar veliko dela, ne? Ja, čeprav je to društvo v bistvu organizirano tako, da smo to prostovoljni člani, ampak se mi zdi, da smo trenutno in v upravnem nadzornem odboru vsi tisti, ki nekako bomo dali, koristno prispevali k delovanju samega društva. Torej smo uporabni člani, vsaj mislim, da smo. Moram predvsem tukaj poudariti tudi, da je podpredsednica Anita Bolčevič, za katero vemo, da že vrsto let deluje na področju hortikulture, potem gospod Škrjanec, vemo, da je pravi naš mestni vrtnar, ki nas zalaga z raznimi sadikami, tudi zelo veliko ve, tako da v začetku vsekakor bomo organizirali tudi kakšno predavanje zdaj v tem času, torej pred začetkom teh spomladanskih del, vrtnarij in tega, kar nas čaka okrog domov.
Potem se bomo sedaj tudi nekako povezali in vključili v to tržnico, ki poteka ob petkih v Ormožu, tudi Gregorjevo se že približuje. Potem dan zemlja je 24. aprila. Torej, to so vse aktivnosti, ki smo jih že nekoč v Ormožu tudi organizirali, imeli smo stojnice, delili sadike in na takšen majhen način oziroma na takšen prijeten način bomo torej začeli tudi v mestu delovati, tako da bodo tudi naši meščani, krajani čutili, da društvo deluje. Seveda pa se bomo povezali tudi z Javnim zavodom za kulturo, šport in turizem in pomagali pri nekaterih prireditvah, kot so martinovanje in pa tudi pust, ki je včasih bil domena turističnega društva, predvsem organizacija pusta. Vas veseli to delo? Ja, jaz moram reči, da me to delo kar veseli nekako, ker mi zapolnjuje po eni strani prosti čas, po drugi strani zelo rada delam z ljudmi, po tretji strani pa me povezuje tudi z stroko in s poklicom, ki ga opravljam. Tako da v bistvu je pa res tisto, kar so mi že na začetku rekli, ko so me nekako nagovarjali k temu, da bi prevzela to društvo v tem prvem mandatu, da so mi otroci že res malo zrasli in da je potrebno, da mogoče malo tudi delujem na tem področju. Koliko let ste pravzaprav že bili predsednica? V bistvu jaz sem bila predsednica en mandat in 3/4, ker potem nekako je 2003. leta smo dobili tretjega otroka in takrat sem nekako začutila, da je treba to predati. Seveda smo še potem nekaj časa delovali v turističnem društvu, potem pa je to nekako izvenelo in v bistvu so druge organizacije prevzele tudi organiziranje prireditev, ki jih je nekoč v bistvu včasih organiziralo turistično društvo. Torej martinovanje in pust je prevzela občina oziroma turistični informativni center, pa tudi obe prireditvi sta v bistvu nekako zrasle na takšen nivo, da več amaterska organizacija teh prireditev ni bila možna. In tudi sedaj pač mislim, da je martinovanje res takšna prireditev, ki zahteva res neki profesionalni pristop, medtem ko pri pustu pa jaz mislim, da se bomo malo bolj angažirali turistično društvo, kajti turistično društvo je nekoč tudi začelo z organizacijo pustnih povork, to je bilo leta 1968, torej smo letos že kar 50 let, torej že 50. povorka oziroma organizacija pustnih prireditev je bila v Ormožu, tako da mislim, da se bomo tukaj, torej naše hortikulturno društvo nekoliko bolj angažirali, mogoče celo v tej smeri, da se bomo udeleževali aktivno pustnih povork. Kaj bo torej prva aktivnost sedaj? Od danes naprej recimo. Ja, zdaj v tem trenutku urejamo papirje, torej že, tako da se moramo registrirati. In pa seveda sodelovanje na Gregorjevi tržnici, bomo sodelovali z stojnico in pa v bistvu se že tudi pripravljamo, da bomo pripravili eno predavanje za naše člane, tako da to so vse aktivnosti v mesecu marcu. To je že zdaj nekako tudi prvi pomladanski praznik, tako da z pomladjo nekako začnemo z našo dejavnostjo. No, zanimivo je pri vas konkretno tudi to, da se je v turistično društvo pravzaprav vključila cela družina, ne? Ja, to pa tudi res, ja, nekako v bistvu tudi nas vse to zanima, ker veliko hodimo tudi v naravo, opazujemo naravo in zaradi tega tudi smo se vključili nekako v to društvo. To hortikulturno društvo se sicer imenuje Ormož, ampak jaz verjamem, da bomo tudi šli izven meja naše krajevne skupnosti. Jaz osebno oziroma naša družina osebno ne živi v Ormožu, torej spadamo pod drugo krajevno skupnost, ampak tu ne vidimo ovir, ker kajti v statutu je tudi napisano, da članstvo ni omejeno na občino oziroma krajevno skupnost, ampak tudi se lahko ostali člani vključujejo v to društvo. In seveda tudi vsi nekako vabljeni. No, ravno to se mi zdi fajn, da ste vsi zraven, da potem imate vsi neke skupna veselja, skupne zadožitve. Fino. V glavnem vse
vse torej naloge boste izpeljali po statutu. Recimo, imate še kakšno željo, kakšno, recimo, kar se trenutno ne da izpeljati, kar se tiče turističnega društva? Ne, zdaj trenutno še vse tipamo, moram reči, ne. Smo še začeli z tem. Edina prepreka se mi v začetku sicer se mi zdijo finance, ker vemo, da v zvezi oziroma v skladu z zakonom o društvih 2 leti naše društvo ne more kandidirati na ta občinska sredstva. Nek dohodek bomo sicer dobili od članarine, ampak moram reči, da bomo poskušali nekako tudi iti na občino pa jih prositi za kakšno dotacijo, ker vemo, da brez nekih zagonskih začetnih sredstev bo zelo težko delovati. Ampak moram pa reči, da ne bomo tu nekako omagali, ne, vrgli puške v koruzo, ker tudi na tej bazi prostovoljni in pa tudi, moram reči, brez neke velike finančne podpore, jaz mislim, da neke akcije bomo pa vseeno lahko izpeljali. Sicer članarina je koliko? Članarina je 10 evrov, to je simbolično, smo vprašali tudi malo naokrog kakšna, mislim, da to res simbolična članarina, za katero pa jaz verjamem, da bomo tudi v bistvu, ne bo je težko dati, vidim že zdaj, da tistim, ki so se pač nekako včlanili v društvo, ni bilo težko za dati. Torej, to je zdaj prva finančna nekako podlaga našega društva. No, v glavnem še sprejemate člane, vsi tisti, ki bi jih interesiralo, ki imajo veselje, so najbrž vabljeni v to vašo druščino. Seveda, lahko se oglasijo na krajevni skupnosti, lahko pri meni osebno, lahko tudi pri Aniti Bolčevič ali pa tudi pri naši blagajničarki, gospe Majdi Lukner. Tako da mislim, da smo tukaj res zanesljivi člani, ki bomo poskrbeli za to, da v bistvu se bo tudi članstvo širilo in pa tudi, da bomo nekako tudi delali v skladu z tem, za kar smo prisegli na ustanovnem občnem zboru. Verjetno pripravljate tudi svojo spletno stran, najbrž? Tako, pripravljamo tudi spletno stran našega hortiturističnega društva, tudi logotip že imamo, zelo zanimiv. Bo pa seveda ta spletna stran tudi povezana z javnim zavodom za šport, kulturo in turizem, potem z muzejem in pa z občino, tako da ne bo težko priti do te povezave. Verjamem, da bomo sodelovali, da bomo dobro sodelovali, da se bomo tu in tam še kaj pogovorili o aktivnostih torej novega hortiturističnega društva Ormož. Zaenkrat pa hvala lepa za čas, ki ste ga odmerili za obisk v našem studiu, pa seveda še enkrat veliko uspeha pri delu. Najlepša hvala, pa seveda tudi vam hvala za povabilo in vaše odzive in seveda še enkrat vabim poslušalce oziroma gledalce, da se nam pridružijo v novem hortiturističnem društvu Ormož. Tako, vrata so odprta, samo vstopiti je treba, spoštovane gledalke in gledalci, vsi tisti torej, ki bi imeli veselje sodelovati, ki vas veselijo takšne naloge in zadolžitve, kot jih ima hortituristično društvo Ormož, vabljeni torej v druščino. Hvala lepa tudi za pozornost, se vidimo znova čez teden dni. Srečno do takrat.
prav lepo pozdravljeni ob uvodni slovesnosti ob krajevnem prazniku krajevne skupnosti Ormož. Parada, ki jo tako velika množica pričakuje, se že bliža prizorišču. Naj povem, da današnji praznik praznujemo v spomin na leto 1848, ki je važen mejnik v zgodovini majhnega in več kot tisočletje zatiranega slovenskega naroda. Takrat je dokončno razpadel feudalizem. Kmetje so prvič postali lastniki zemlje, ki so jo tudi obdelovali. Konec je bilo tlačanstva in hlapčevanja graščakom. Slovensko visokošolsko društvo na Dunaju in v Gradcu ter peščica izobražencev v domovini je izdelala prvi slovenski politični program, znan pod geslom Zedinjena Slovenija. Zahtevali so, da se povsod, kjer živijo Slovenci, uvede slovenski jezik v šole in urade, vsi Slovenci pa naj se združijo v samostojno upravno enoto imenovano Slovenija. Takratnemu avstro-ogrskemu vladarju so postavili zahtevo, da se slovenskemu narodu na slovenskem ozemlju morajo priznati vse pravice, kakor jih imata nemški in madžarski narod na svojem ozemlju. Nove ideje takratnega časa so razgibale tudi Ormož in okolico. Tako je bilo v Ormožu 16. septembra 1848 zanimivo, saj se je dogajala demonstracija, ki je bila slovesno izvedena in prav veličastno v vsem obsegu. Veliko narodno slovesnost so kljub prepovedi takratnih nemških oblastnikov izvedli zavedni Slovenci pod vodstvom ormoškega zdravnika dr. Antona Magdiča in ormoškega kaplana Jurija Kajnika. Svojo narodno prebojenost so manifestirali s posebno slovesnostjo, ki se je pričela z svečanim vhodom v mesto, tako kot danes. Višek slovesnosti pa je tudi takrat, leta 1848, bila postavitev rdeče, modre, bele ilirske zastave, ki so jo izobesili na cerkvenem stolpu. V paradi, ki je do grajske pristave potekala skozi mesto, so sodelovali pihalni orkester glasbene šole Ormož, praporščaki vseh društev v krajevni skupnosti, gasilci, ki so v mimohodu predstavili del svoje opreme, ter kočijaži društva Kočijaž Loperšice. Zbrani na otvoritvi krajevnega praznika smo se zbrali pred grajsko pristavo, kjer nas je najprej pozdravil predsednik krajevne skupnosti Ormož, Vlado Hebar. Ormožanke, Ormožani, dovolite, da vas najprej v imenu Sveta krajevne skupnosti Ormož ter svojem lastnem imenu prav lepo pozdravim. Pred 2 letoma smo bili prvič tukaj, ko smo obudili krajevni praznik po 30 letih in sedaj počasi lahko rečemo, da postaja že tradicionalen. Med nami lahko pozdravim gospoda podžupana, gospoda Mirka Novaka ter vse ostale goste, predsednika gasilskega društva Ormož, gospoda Rajka Kosiča ter gospoda Dejana Jurkoviča in ostale goste. Veseli me, da nadaljujemo s tradicijo srečanja naših društev. Posebno zahvalo bi dal predstavnikom vseh društev, ki so se danes zbrali tukaj, prav tako pa vsem udeležencem današnje parade. In seveda tudi nastopajočim, ki bodo pozneje nastopali. V naslednjih 10 dnevih se bo zvrstilo precej dogodkov, na katerih bodo naša društva predstavila svoje aktivnosti in zdi se mi, da bi bilo prav, da se jih v čim večjem številu udeležimo. To bo nagrada za njihov trud. Če se spomnimo dogodkov izpred skoraj 160 let, ko so zavedni Slovenci naredili parado skozi Ormož, izobesili zastavo in takratnim škutarjem pokazali, da Slovenci imamo hrbtenico, da imamo svojo identiteto in tudi mogoče zaradi tega ter takih dogodkov smo prišli do svoje države, ohranili smo svoj jezik in ne nazadnje v zadnjih dnevih, ko gledamo uspehe naših športnikov, lahko vsi ponosno rečemo Slovenecem. Dnevi krajevne skupnosti oziroma krajevni praznik, kot pravim še enkrat, je priložnost, da se društva predstavijo in veseli me, da Ormožani sprejemate praznik za svoj. Vedno več dogodkov je, letos je bilo spet nekaj društev, ki so prosile, da se priključijo.
tem dogodku in še enkrat pridite, poglejte, kaj delajo vaše sokrajani, nagradite jih z aplavzom, saj to so naši in vaši dnevi. Prav tako pa v teh dnevih tudi obratno lahko rečem. Prav je, da se lokalna skupnost zahvali svojim najbolj požrtvovalnim posameznikom in društvom za vse, kar storijo, kaj delajo, da nam življenje v našem majhnem mestu ni dolgočasno. Vsak dan, vsak teden se nekaj dogaja in to je njihova zasluga. Nikogar ne bi izpostavljal, ampak ker je danes dogodek povezan tudi s prostovoljnim gasilskim društvom Ormož, moram povedati, lani so imeli 130. obletnico, danes oziroma letos nadaljujejo z nezmanjšanim tempom. Pridobili so nov objekt, danes bodo prevzeli novo vozilo in so vzorčen primer, kako se živi z krajem in v kraju. Na koncu vsem še enkrat, udeležite se teh prireditev, saj bomo s tem potrdili, da smo Ormožani. Hvala. Jaz pa vem, da ti si moja in da ljubiš me srčno. Kaj še skrivaš to pred mano in tajiš ljudem tako? Jaz sem rožico utrgal, si na prsa jo pripel, rad spoznal dekle bi njega, ki mi rožo to bo vzel. Dal klobuk bom svoj po strani, zavriskal noč glasno. Izvedo naj si na vasi, kjer mi v srcu je lepo. Izvedo naj si na vasi, kjer dobil sem rožmarin. Rožen krav ti nagrdeči v tihi noči za spomin. Jutri pa na dan prošenja, šopek spet si bom pripel. In spomin dekle na tebe, bom ves dan prav lep imel. Ko pa zvezde zagorijo in objame zemljo noč, tiho pride spet pod okno, a odšel bom vriskajoč. V kulturnem programu je sodelovala vokalna skupina Holarmus, zbrane pred grajsko pristavo pa je pozdravil tudi podžupan občine Ormož Mirko Novak. Nadaljevanje dogodka pa je bil posvečen gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Ormož in predaji novega gasilskega avtomobila z lestvijo, na katerega so ormoški gasilci še posebej ponosni.